naslednjega predavatelja, oziroma če se ne motim predavateljico, Marino Lovrič iz Geodetskega inštituta, ki nam bo predstavila raziskavo povezovanje prostorskih baz za omogočanje mobilnosti različno oviranih oseb, ki jo je naredila skupaj s kolegom Demšarjem. Izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Takoj, danes bom predstavila v bistvu to tematiko povezovanje prostorskih baz za omogočanje mobilnosti različno oviranih oseb, ki v bistvu bom predstavila neke rezultate projekta, na katerem delamo z mojim kolegom Janijem Demšarjem. Gre za projekt omogočanja multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. In se pač tam bom odprla tole predstavitev z vprašanjem sploh, zakaj potrebujemo dostopen javni prostor. Na svetu živi približno 1,3 milijarde ljudi z eno izmed oblik invalidnosti, kar pomeni 16% svetovnega prebivalstva. Če k temu dodamo še iz analize oceno, da se bo število ljudi nad 65 let s 761 milijonov v letu 2021 povečalo na 1,6 milijarde do leta 2050, pač pridemo do številke, da bo cirka 60% svetovnega prebivalstva potrebovalo prilagojen in odprti javni prostor. Če pa temu dodamo, da predpogoj za zagotavljanje samostojne mobilnosti oseb z različnimi invalidnostmi in samo vključevanje v družbo je v bistvu ta fizično dostopno okolje, da se lahko tudi oni izražajo v družbenem življenju. Takole, in v današnjem tem hitro razvijajočem svetu, kjer je urbanizacija zelo aktualna in demografske spremembe prinašajo velike izzive, med drugim tudi na področju dostopnosti in trajnostne mobilnosti, se mesta usmerjajo v uporabo naprednih tehnologij s ciljem izboljšati kakovost življenja vseh prebivalcev, vključno z invalidi. Zato smo si mi tudi zastavili to raziskovalno vprašanje, kako zagotoviti mobilnost oseb z invalidnostjo v mestnem okolju in širše s podporo podatkovnega modela. Da bi odgovorili na to raziskovalno vprašanje, smo uporabili kvalitativno metodo, ki temelji na pristopu oblikovanja usmerjenega k uporabniku. In poleg tega smo uporabili participacijo kot orodje, ker ima pomembno vlogo v procesu načrtovanja in oblikovanja prostora in samih demokratičnih mestnih okolij, ker zagotavlja, da bodo upoštevane potrebe in interesi različnih skupin prebivalstva. Zato tudi v projektu vključujemo osebe z različnimi oviranostmi v bistvu od samega začetka, od priprave podatkovnega modela do vključevanja v terenski zajem podatkov, seveda pač prenos znanja in promocijo tega projekta in seveda to jim pač zagotavlja tudi aktivno udeležbo in sodelovanje in sooblikovanje rešitev, ki omogoča izboljšanje dostopnosti javnega prostora. Zdaj pač hiter razvoj tehnologije na različnih področjih je vplival tudi na razvoj GIS-a in širitev njegove uporabe na vedno več različnih področij. Zato smo tudi mi na GIS-u, Geodetskem inštitutu, prepoznali GIS kot orodje za prepoznavanje ovir v prostoru in za izboljšanje mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Saj pač GIS z uporabo mobilnih telefonov in mobilnih aplikacij se je uveljavil tudi kot en način in izvajanja pač kot orodje za zagotavljanje participacije, ker v bistvu prebivalci lahko aktivno prispevajo prostorske podatke in tako tudi oblikujejo svoje življenjski prostor, ker pač te podatke zbirajo, delijo v realnem času. To so pač prostovoljne geografske informacije. Zdaj, mi smo izdelali v bistvu metodologije za 4 skupine oseb, ki jih obravnavamo, in sicer gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter starejše osebe.
V tej metodologiji za zajem pa opredeljujemo navodila zajema, vzdrževanje podatkov, način in obliko vzdrževanja tega podatkovnega sloja, ki ga imamo, sama vsebinska navodila, kako nekaj zajamemo, kako nekaj vnesemo v GIS, sama tehnična navodila, tudi navodila samim zajemalcem, ki jih vključujemo v projekt, kako uporabljajo aplikacije. Zdaj, pač v metodologiji smo tudi opredelili ta objektni katalog. Objektni katalog je navodilo za izdelavo pač same podatkovne baze za osebe pač z različnimi oviranostmi, kar slednje pač pomeni izbiro objektov, ki bodo vključeni v samo podatkovno bazo, v kakšni obliki se ti objekti pojavljajo v realnem prostoru in kako bodo prikazani v sami podatkovni bazi. Tu pa vidimo primer objektnega kataloga, in pač seveda atribute za sloj fizične ovire. Imamo pač naziv atributa, potem pač tip in na koncu pač šifrant z vrednostmi, ki pa pač poleg opisnih in numeričnih podatkov se seveda zajemajo tudi slikovne podatke, se pravi fotografije. Tako pa izgleda, kako pač imamo prilagojeno to v QGIS-u. Zdaj, sama prostorska podatkovna baza je izdelana na same tej metodologiji zajema podatkov. Prostorsko podatkovno bazo pa sestavljajo ločene preglednice posameznih slojev, ki jih vidimo tu, se pravi fizične ovire, linije. Linije so seveda poti, kolesarske poti, pločniki, ceste, tudi pač shared space, Objekti so pa javni objekti, se pravi zdravstveni domovi, občine, hoteli in tako naprej. Imamo tudi parkirišča, parkirna mesta, ki so prilagojena za invalide, postaje, so pa postaje javnega potniškega prevoza, železniške in avtobusne, ter točke, to so pa interesne točke, ker zajemamo tudi podatke za starejše. Tu spadajo v bistvu različne klopce, tudi drevoredi, vse, kar pač pride prav pri načrtovanju poti. Zdaj, eden izmed rezultatov projekta je javni pregledovalnik dostopnosti prostora, ki izgleda tako, ko ga pač najdete na spletu in je namenjen v bistvu vizualizaciji teh podatkov iz naše podatkovne baze podatkov o dostopnosti prostora. Zapisi v bistvu v bazo omogočajo pregled po različnih obravnavanih skupinah, po izbira pač občine. In tu je primer za občino Ilirska Bistrica, odpre se okence, to je prikaz za skupino gibalno oviranih, imamo fizične ovire, potem pa pač tudi števec, koliko je teh fizičnih ovir zajeto v občini Ilirska Bistrica. Zdaj, ko pridemo do povezovanja podatkovnih baz, tu vidimo tudi prednost našega projekta. Zaenkrat imamo aktivno povezane podatkovne baze Geodetskega inštituta, ki ima zunanjo dostopnost, in podatkovno bazo Urbanističnega inštituta, ki ima zajeto pač notranjo dostopnost. Pri projektu pa se povezujemo še s podatkovnimi bazami geodetske uprave, se pravi kataster stavb, tudi gospodarska javna infrastruktura in tako naprej. Prav tako se poskušamo povezati z podatkovnimi bazami občin, kaj imajo pač oni v svojih GIS sistemih. Na to tudi podatkovne baze ministrstva pristojnega za promet, ki smo dobili točne lokacije postaj javnega potniškega prevoza. In vidimo neko možnost seveda v povezovanju z drugimi podatkovnimi bazami, na primer vozni redi, delovni časi objektov in tako naprej. Zdaj, kot sklepanje, bi rekla, da preplet omenjenih podatkovnih baz, tudi z bazo dostopnosti zunanjih in notranjih prostorov, ter seveda spletne dostopnosti, ki bo s tole digitalizacijo čedalje bolj pomembna, bo ustvaril digitalne vezi, ki so izjemna podpora različno oviranim uporabnikom in so del vele podatkov pametne mestne infrastrukture. In če lahko zaključim tole predstavitev z eno tako mislijo, da nam mogoče pač da misliti malo za naprej, da če mest ne bomo načrtovali in oblikovali tako, da bodo dostopna za vse, se bomo soočili z resničnim tveganjem ustvarjanja družbe, ki izključuje številne člane in jim onemogoča polno vključevanje v družbeno, ekonomsko in kulturno življenje. Ja.
Hvala. Najlepša hvala. Tako da kar prosim, kakšno vprašanje? Ja, tole izgleda zelo... Se me sliši? Tole izgleda zelo uporabno. Mene zanima, koliko tesno sodelujete z občinami, da bi odpravili te ovire. Ne samo, da se ve, kje so, ampak da bi bilo čez 2 meseca, ne čez 5 let, čez 2 meseca manj. Takole, ja, v bistvu zelo aktivno sodelujemo z občinami. Imamo tudi par primerov dobrih praks. Te podatke o zunanji dostopnosti je že Mestna občina Slovenj Gradec vključila v planiranje in projektiranje bazena. Trenutno, zdaj smo pač izdelali letos tudi katalog ovir za Ilirsko Bistrico, ki bo potem naredila akcijski načrt odpravljanja teh ovir. Zelo dobro sodelujemo tudi pač z občino Trbovlje, ki nam participativno vzdržuje podatke, se pravi, da nam aktivno javlja, katere ovire so odstranili, se pravi, da delajo na tem, a ne da jih odstranjujejo, da ni to sam pač neki plan za toliko časa vnaprej. Tako da imamo pozitivno izkušnjo z občinami, no to moram pač reči. No, super, da ste to omenili, ker lih 1 uro nazaj smo pa dobili povabilo od občine Sodražica, da se udeležimo njihovega dogodka prav za občinsko celostno prometno strategijo, a ne. Mislim, da bodo tudi podatki za Ilirsko Bistrico nekako vključeni v to. Vse občine pač zavedajo tega in dobivamo pa že povpraševanja, ne, da uporabijo pač prav te podatke v celostnih prometnih strategijah. Hvala. Še kdo? Če ne bi si jaz še dovolil eno vprašanje, najprej moram pohvaliti to strategijo vključevanja javnosti, predvsem gibalno oziroma ne samo gibalno, pač oseb z različnimi vrstami oviranostmi. Najbrž ste zaradi tega dobili tudi bolj kakovostne podatke, kot pa če teh oseb ne bi vključili. Me pa zanima, zdaj na zemljevidu tega javnega pregledovalnika smo videli kar nekaj belih list. Čemu to pripisujete? Zdaj vem, da v raziskavi ste dali poudarek na bolj, torej gosteje poseljena mestna območja. Ne vem, kako pričakujete, torej ali lahko pričakujemo, da bo s časoma teh občin, ki bodo prispevali podatke več, oziroma kje so največje ovire? Ja, to je v bistvu tako, ta projekt poteka zdaj že 8. leto zapored. Ko se je pač začel leta 2016, je bilo potrebno pač občine prepričevati, ne. Mi na leto cirka zajamemo 25 občin, a ne. Tudi projekt pač poteka 1 leto, ne, in si potem tudi časovno omejen na nekoliko občin, tudi si sam zmožen predelati. Opažamo pa, da v zadnjih 2 letih ratuje tudi ta projekt bolj prepoznaven in občine prihajajo pač k nam, ne. Tako da letos smo vključili tudi neke manjše občine, ne, niso te urbane pač središča, ne. Tako da ja, trenutno smo na 90 občin od 212, in upamo, da bo pač ta številka rasla, no, naprej. Evo. Najbrž je to povezano tudi z, bi rekel, kadrovskimi kapacitetami občin, ne? Tudi to, pa tudi na kadrovskimi kapacitetami na naši strani, ker trenutno delamo pač 3, ne, na tem projektu, operativno. Tako da je pač več stvari povezanih, a ne, ampak ja, pač trudimo se, da bi pač šlo, da bi se pač tudi ta projekt nadaljeval. In ta projekt je v bistvu financiran od strani sedaj Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Tako da smo pa pač veseli, da je tudi država prepoznala pomen in se rekla, vrednost tega projekta. No, tako. Super, najlepša hvala. Hvala.